In še zadnja točka v tem življenjskem slogu so pa sezonski vzroki, se pravi, trenutno smo v obdobju, v letnem času jeseni in v bistvu jesen in začetek zime sta zaznamovana s tako imenovano sezonsko motnjo razpoloženja. Tu v bistvu v angleščini je to Seasonal Affective Disorder ali kratica SAD, v bistvu SAD. V bistvu v tem cajtu smo žalostni, ne. V bistvu to je tudi ena zelo razširjena težava po celotnem svetu. Nekje strokovnjaki raziskave kažejo, da naj bi ta sezonska motnja razpoloženja vplivala od 4 do 6 ljudi po celem svetu in v bistvu nekateri malo bolj, nekateri malo manj, ampak recimo ta zimska depresija je realna stvar in je zelo razširjena, no, tako da se pa kaže skozi različne simptome. Lahko je to pomanjkanje motivacije, pomanjkanje energije, brezvoljnost, utrujenost, padec imunskega sistema in pri nekaterih ekstremnih primerih se lahko pojavi tudi potem tesnoba, depresija, melanholija. Deloma je tu vezano na vitamin D, se pravi po zimi in jeseni je manj sonca, s tem, ker naša koža tudi ni izpostavljena soncu, ker nosimo dolge rokave. Zaradi tega se v našem telesu proizvaja manj vitamina D in v bistvu to potem ustvarja težave z duševnim zdravjem. Hkrati pa tudi potem psihološki razlog, ker je manj sonca, krajši so dnevi, daljše noči, potem tudi psihološko malo vpliva na nas, smo slabše volje, slabše energije in lahko tudi nastopi kakšna ta simptomi tesnobe, melanholije in depresije. Zdaj recimo, če vidimo, da ta motnja vpliva na nas, kaj lahko naredimo? Se pravi, prva najbolj osnovna stvar, da smo več izpostavljeni soncu, zato tako za fizične razloge oziroma biološke razloge, kot potem za psihološke razloge, se pravi, več sonca se bo zmanjšalo simptome depresije, potem kot življenjski slog fizična aktivnost, tudi da se potem umirimo. Jesen je fajn čas, da se umirimo, da spremenimo naš način življenja, da se umirimo, da delamo vse malo bolj počasi, da tudi potem sproščamo iz nas stvari, ki nam ne služijo več. Lahko si predstavljate, recimo tako kot večina dreves jeseni odvrže svoje liste, tudi mi lahko odvržemo nekatere stvari, ki nam ne služijo več, tako da pustimo, da del nas umre. Recimo tle mi je kot intermezzo, zelo mi je zanimiva ta besedna zveza jesensko umiranje in jesensko umirjanje. Se pravi, te dve besedi loči samo in j, tako da jeseni lahko res probamo, se pravi, umiriti, da nekaj v nas umre in da nekaj zraste, nekaj novega. Tudi fajn je v tem času, da se podpre imunski sistem, zaradi raznih, tudi v tem času je več okužb, več bolezni, tako da se okrepi imunski sistem, da lažje shajamo, da bomo več energije in tako naprej. In lahko se tudi potem vključi nekatera dopolnila, recimo vitamin D, vitamine B in C. Aminokislina tirozin je zelo fajn tudi predvsem z mentalnega področja, zato ker tirozin ustvarja dopamin. Dopamin je pa tisti nevrotransmitor, ki povzroča dobro počutje, motivacijo. Tako da, če trpimo za nizko motivacijo v tem času, recimo aminokislina tirozin je zelo pomaga pri temu. In pa tudi potem neka adaptogena zelišča, ki nam pomagajo pole z stresom in počutjem. Tako, zdaj prve dve točki smo obdelali, to so bilo, se pravi, neki fizični in fizični razlogi in potem razlogi iz področja življenjskega sloga. Zdaj bomo pa šli še na tretjo temo. To je pa potem neki psihološki in duševni razlogi za težave z duševnim zdravjem.